Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji v Mariboru si. Tokrat jo bomo, tako kot vedno, približno enkrat na leto, jo namenimo gasilstvu, gasilcem, skratka vse v povezavi z njimi. V studiu imamo tokrat 6 gostov, in sicer gospoda Aleša Ciringerja, direktorja Gasilske brigade Maribor, tudi poveljnik javne gasilske službe Maribor, lep pozdrav. Potem gospod Primož Osojnik, poveljnik gasilske operativne enote Gasilske brigade Maribor. Potem je z nami gospod Jože Selinček, predsednik Gasilske zveze Lenart, tudi namestnik predsednika Sveta Podravske regije. Lep pozdrav. Potem gospod Janez Liponik, predsednik regijskega sveta Podravske regije in tajnik območne gasilske zveze Ptuj. Večer. In pa gospod Franc Ačko, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Ter gospod Samo Robič, poveljnik Gasilske zveze Maribor. Dolgo že nisem imel, bom rekel, tako široko sestavo. Verjetno bi še koga veljalo povabiti, kakšen Ormož, da smo, bom rekel, po Podravju celoti. Ampak tako me zdaj zanima. Novo vlado imamo, tudi lokalne volitve so tako rekoč, bom rekel, tukaj pred zajci. Kaj to pomeni konkretno za poklicne gasilce? Ja, konkretno za nas pomeni, zdaj sicer pogaja se bolj z novo vlado sindikat, to je bolj aktualno, to moramo omeniti sigurno. Ostale so neki, bom rekel, grehi oziroma nerešeni problemi iz pretekle vlade, ali kako bi se navezal. Kateri? Tam so, konkretno zdaj govorim za javni zavod, smo javni zavod, seveda to pomeni, da smo v sistemu plač javnih uslužbencev, tako ali drugače, seveda plače se urejajo preko vlade oziroma sindikati vlada in to je zdaj najbolj aktualna tema, bom rekel. Kar se pa tiče same ureditve preko Republiške uprave za zaščito in reševanje, tudi tam so bom rekel, v smislu neke reorganizacije se določene spremembe obetajo. Seveda pričakujemo, da bodo imeli tudi posluh za gasilstvo, gasilce in seveda nam postavili tiste pogoje, po katerih bi naj delali, ker moram povedati, da ravno na osnovi teh neurejenih razmer imamo določene težave potem pri samem poslovanju, pa tudi delovanju poklicnih enot. Po celi Sloveniji govorim, to ni primer samo Maribora, ker določeni pravilniki, ne vem, razne normativne ureditve, ki bi morale biti sprejete na ravni države, na ravni Ministrstva za obrambo, tega ni in seveda posledično to pomeni neki sivi prostor in potem možnost tudi seveda tako ali drugače težav, ki se posledično pojavljajo. Zdaj, če vprašam, vsi se, pa to vsako leto govoriva, mislim, da vsi se pravzaprav hvalijo politiki z gasilci, ko upravite svoje, posebej ob naravnih nesrečah, a vedno so še nerešene zadeve. Kako to razumeti? Ja, res je. Obljub je zmeraj dosti. Ravno ob takih trenutkih, ne nazadnje smo zdaj, ne vem, 2 tedna nazaj, imeli povišan vodotok reke Drave. Na srečo ni prišlo do tistih najhujših scenarijev razlivanja, ampak bilo je povišano vse skupaj. Videli smo tudi, se ni 2012 zgodilo, ne? To se ni zgodilo, še enkrat bom rekel na srečo. Ampak takrat smo imeli obiske, ne? Tudi minister je prišel, ta glavni minister, premijer je prišel pogledat nas, ne potolaži, tako ali drugače, obljubo pomoč, podporo. Seveda, problemi pa, bom rekel, kar da eni že ostajajo daljše časovno obdobje. Kako vi gledate, zdaj vi ste poveljnik, verjetno politike ne smete komentirati, ali tudi se konkretno operative tiče? Kar se tiče politike, se probam čim bolj distancirati oziroma se ne spuščam v politiko. Zame je važno, da operativa deluje, da so intervencije pokrite. Letno imamo okoli 1000 intervencij in za lansko leto lahko vem, da so bile intervencije vse uspešno rešene, kaj je za nas bistvo. Rešili smo veliko življenj, veliko premoženja, tudi bistvo pa je to, da noben od gasilcev se ni poškodoval. To je lepo slišati. Vas tokrat ne bom preveč mučil, bomo kasneje konkretno šli k vam. Kako vi pravzaprav komentirate novo vlado, lokalne volitve, kako vpliva to, bom rekel, konkretno tudi na Lenarškem? Ja, mislim, da vpliva veliko to, kar se tiče politike, ampak dobro, nekje je bilo rečeno pač, da gasilci se naj ne bi z politiko oziroma v politiko spuščali. Jaz mislim, da še neki del se tega drži, ker tudi, če pogledamo, mi smo ostali z nazivom tovariš, ne pa gospod. Tako da
z te strani. Jaz mislim, da pač politika bo mogla malo skup stopiti pa pogledati, ker tudi problem je status gasilca, ki se že borimo, mislim, da 10 let pa... To mislim, da če se spomnim, odkar pomnim, da vodimo oddaje, se govorimo o tem. Ta zadeva je odprta, pa mislim, da še bo in se je odprta. Tako da se gluhi pogovarjamo. Tako. Ne? Kako je pri vas? Kako gledate na to? Torej, tako kot kolegi razlagajo, mi gospoda Karla Erjavca že poznamo, on je že bil prej naš minister, tako da v bistvu se za nas kaj dosti ne bo spremenilo za to novo vlado. Drugače pa kot kolegi ugotavljajo, predvsem delamo glede na naše smernice, ki jih imamo in ki smo jih sprejeli tudi na tem zadnjem kongresu na Ptuju. Naše naloge so poznane in seveda se največ, kar se zdaj borimo, je ta status prostovoljnega gasilca, kjer bi želeli doseči nekakšne bonitete tudi za naše članstvo, ki pa je zelo pomembno. Ja, skratka, tudi mi vidimo in gledamo sicer pozitivno za naprej. Imeli smo dobre odnose z ministrico, spadamo pod resor Ministrstva za obrambo, ministrica bila Katičeva, sedaj je Karl Erjavec, tako da tudi pričakujemo, da bo pozitiven odnos. Omenjeno je bil status gasilca, drugo je tudi status oziroma da damo bonitete tudi delodajalcem, kateri so naši prostovoljci, ker tudi to se mi zdi pomembno, da gledamo kot celoto. Na vidiku je nekje tudi spremembe zakona o gasilstvu, tako da tudi tu smo nekje že kar daleč prišli in sedaj računamo, da bo se to delo nadaljevalo uspešno naprej. Ja, gre za dva segmenta pokrivanja, če rečemo, političnega gasilstva. V bistvu lokalni, pa potem državni. Na državnem nivoju je dejansko treba poskrbeti za zakonodajo, treba poskrbeti za to, da bomo dejansko gasilci, predvsem operativni gasilci, dobili tisti status, ki nam pripada, neke olajšave, neke bonitete, če lahko temu rečemo, za tisto, ko v bistvu smo pripravljeni v vsakem trenutku priskočiti drugim na pomoč. In pa seveda na lokalni ravni, da seveda župan ali pa občinsko vodstvo poskrbi za korektno financiranje, za opremljanje gasilskih enot in da na ta način seveda omogoča kakovostno reševanje ali pa ukrepanje gasilcev v primeru raznih nesreč. Zdaj, zanimivo, ne? V Mariboru pa vse gasilci, bom rekel, v občinski svet so redni gostje oziroma, bom rekel, kar redni člani. Je to kaj pripomore, bom rekel, da je kakšen cvenk več za gasilce kot sicer? No, moramo vedeti, da gre za dva ločena, recimo pravna subjekta. Eno je gasilstvo, ki ga mi danes predstavljamo, eno je pa tisto, ko so se gasilci, če bomo rekli, v izven gasilskem času ali po svojem prostem času tudi v bistvu združili. Vem, sicer da je uradno ločen, ampak seveda, konec koncev gre za isti namen. Prepoznali možnost, da lahko vplivajo na nek način tudi na življenje v mestu ali pa na življenje v svoji občini. Seveda so primarne take, bomo rekli, naloge, takšne, ne vem, liste, recimo, tiste, da skrbijo, da opozarjajo na varnost, na požarno varnost, na varnost pred naravnimi nesreči, na opremljanje in pa seveda na vse druge strukture, ki vplivajo na to. Seveda pa so to vrstni prisotnost, po mojem mnenju, ima nek pozitiven vpliv, na koncu si prisoten v tistem trenutku, ko se odloča, lahko morda malo bolj opozoriš na stvari in na nek način si bolje slišan. Pa gospod Ačko, če tisto tako, bom rekel, na pol rečemo, ne, resno ali neresno, dejansko pa je treba si biti vedno dober z gasilci, ne, bom rekel, in politiki in tako dalje, ker konec koncev vas ni malo, ne. Ste dober glas in če je dober župan, ne, ali kako gledate na to? Ne, vsi smo ljudje in vsi razumemo, rečeš, Jože, gledaj, če boš ti dal za gasilce, ne, te bomo podprli. Pač takšen svet verjetno se vrti. Kaj bi lagali? No, gasilstvo je velika inštitucija in je zelo cenjeno v Sloveniji. Jaz bi rekel, da so v gasilstvu so ljudje našli socialno oporo za pomoč ob bilo kakšni nesreči, tako da je ljudje to delo zelo cenijo. Mogoče bi poudaril z tega mesta, vidi se to gasilstvo, razvoj gasilstva v Sloveniji, ki raste. Morate vedeti, da med dvema kongresnima obdobjama je nekje za 7,5%, to pomeni nekje 15.000 članov vsako leto Slovenije več. Da ne govorim, da je to največ na račun mladih in žensk in to lokalna skupnost zelo ceni. Sigurno so župani tisti, ki so zelo pomembni, tudi z vidika financiranja in nekje mi in oni rabijo nas, mi njih in jaz mislim, da vsi zelo dober konsens dosegamo tudi z lokalno skupnostjo, tako da gre.
Gospod Libornik, na Ptujskem tudi nič ni drugače. Torej, mi imamo, torej na gasilstvo treba gledati dolgoročno, predvsem zaradi tega, ker gre za zaščito in reševanje ljudi. In mi imamo kar precej naših članov, ki so kandidirali in so tudi župani manjših občin, tam okrog nas, torej okrog Ptuja. In moramo tudi vedeti, da ni samo župan tisti, ki v občini odloča o finančnih sredstvih, ampak tudi občinski sveti. Zdaj, eno so predvolilne obljube, drugo so programe, dolgoročni. Se res spomnijo, recimo, če gledate zdaj odhajajočo garnituro? Ja, moram reči, eni ja, eni ne, ali so s figo v žepu držali? Kar vsi tam, kjer so bili programe dokaj dobro zastavljeni, dolgoročno, tam se tudi izvajajo in je kar precej novih gasilskih domov v Podravski regiji, torej tisto, kar jaz predstavljam. Kar se pa tiče gasilske tehnike, pa tudi, vendar je pa ta tako zelo draga, da pravzaprav občinski sveti težko te sredstva tudi sestavijo. V končni fazi zdaj tudi je bila pripeljana gasilska lestev, ki je stavila 740 tisoč evrov in morate vedeti, da je to projekt, ki se vleče kar že nekaj let. Kako na Lenarškem? Ja, jaz bom rekel isto, kot moji predhodniki že. Jaz bom rekel tak, jaz sem zadovoljen z lokalno skupnostjo, ker pač prihajam iz Gasilske zveze, ki imamo 6 občin, seveda delamo z 6 župani in iz tega mesta jaz lahko pohvalim, da so znajo prisluhniti. Tako, znajo prisluhniti nam gasilcem, vejo tudi, kaj smo, kaj jim pomenimo. Jaz pa v šali včasih tudi rad rečem, da smo mi županova vojska, gasilci. Koliko je poklicnim gasilcem pomembno, da so prostovoljni gasilci, bom rekel, dobro opremljeni, dobro zvežbani? Seveda, to je bistvo vsake uspešno izvedene intervencije. Zdaj, oprema je eno, slišali smo, da je draga, vedno bolj, bom rekel, zapletena, z njo upravljati vedno težje. Zato je tisti drugi del še bolj pomemben, to pomeni usposabljanje gasilcev, ki potem rokujejo s tako opremo. Seveda, ta dva faktorja sta neposredno povezana, en z drugim. Jaz mislim, da v Mariboru nam to zelo dobro tudi uspeva. Tako ali drugače, zdaj poklicni gasilci, prostovoljni gasilci, vsi smo gasilci, tako ali drugače ustanovljeni strani župana, da upravljamo ene te iste stvari oziroma iste naloge, kot se reče. Res pa je, da pri nas, govorim zdaj za Maribor konkretno, moram povedati, da se dopolnjujemo, predvsem prednosti enih, slabosti drugih in obratno. Kaj to pomeni? Poklicni gasilci sigurno imamo neko opremo bolj specifično, bolj specialno, bom rekel tudi boljšo, lahko tako rečem. Seveda imamo pa en veliki manjko napram prostovoljnim gasilcem, to je pa številčna omejenost. To pomeni zdaj, če nas še 17 na izmeno ali pa navadi še manj zaradi odsotnosti takih ali drugačnih. Seveda hitro trčimo ob tisto, da pač neke intervencije, predvsem tiste zahtevnejše, večje, dalj časa trajajoče, težko izvajamo sami. Seveda in potem tu sodelujemo z prostovoljnim delom gasilcev, se dopolnjujemo, kot sem povedal, na tem delu zelo dobro sodelujemo, tako da mislim, da sistem v redu teče. Ja, gospod Osojnik, kadrovska popolnitev poklicnih gasilcev, je vas dovolj ali še je manjko? Ja, drugo leto naj bi prišli na to številko 18, kar je po elaboratu. Elaborat je tudi bil sprejet in tega se držimo. Zdaj, par let nazaj je bila številka 15 gasilcev na izmeno, zdaj smo to dvignili na 17, planira se pa tudi na 18, pa smo številčno popolni za to področje oziroma za območje, kjer pač pokrivamo oziroma delujemo. Če pravzaprav mogoče gremo še to, kaj pa samo prej smo govorili o vlogi gasilcev v javnosti. Seveda javnost vas podpira, na drugi strani politika malo manj, ampak kako se kaže ta podpora v javnosti? Samo deklarativno ali posebej pri prostovoljnem gasilstvu, me zanima. Koledarji, ne vem, zdaj tisto, kaj poznam, tam še vedno radi odpremo vrata, pri ostalih pa je že vprašanje, če mi kdo s kakšnim koledarjem, če ravno to danes že vedno manj se dela. Gospod Robič. Ja, no, jaz mislim, da vseeno med ljudmi smo še kar ena izmed tistih organizacij, ki nosi neko ime, ki jo spoštujejo, kjer so tudi pripravljeni, če lahko tako rečem, odpreti vrata in nam seveda tudi finančno pomagati. Predvsem grejo ta sredstva za opremo, za opremljanje osebne zaščitne opreme, za skupno opremo, za tehnično opremo gasilskih društev
Zdi se mi, da še vedno smo cenjeni med občani, občankami, med državljani. Se mi zdi, da vseeno še vedno ohranjamo ta status tiste organizacije, ki verjamejo, ki spoštujejo in ki so ji pripravljeni tudi državljanke in državljani pomagati. Ja. Imate enako na Slovensko-Bistriškem? Ja, jaz bi kot prvo bi začel pri naših mladih. Poglejte, vsa ta podpora se jasno vidi že pri vključenosti naših najmlajših. V vseh večjih krajih je gasilsko društvo tisti osrednji del, jaz pravim najbolj aktivno društvo, ki je širše, deluje na širšem področju. In če pogledate mladi, da vključujemo tam 40-50 v eno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, pol morate vedeti, kaj to pomeni, da že pričnemo mlade vzgajati, da ne govorimo potem prepletenost našega dela. Ljudje pač vemo, današnji čas zahteva vse več je nesreč, čas je bilo največ požarov, to je na tretjino predstavljeno, danes so druge nesreče in ljudje res vidijo v nas zaupanje in pričakujejo pomoč v vsakem trenutku. Ja, moram reči, da je pri nas več ali manj enako kot po celi Sloveniji, s tem, da morate vedeti, da zakonodaja tudi veže razne zavode, delovne organizacije, tako naprej, ki po zakonu morajo z nami sodelovati z raznimi vajami. Potem so tudi zelo pomembni naši servisi, kjer redno servisiramo tudi gasilne aparate za občane in tako naprej, tako da smo vedno povsod prisotni na terenu. Ja, jaz lahko rečem za Gasilsko zvezo Lenart isto, da ni problematika, da bi nam bila vrata zaprta, kot je že bilo rečeno, v koledarju oziroma bilo kje se pojavimo, pač naši občani nas sprejmejo z odprtimi rokami. Kaj se je zgodilo, bom rekel, med kongresnim obdobjem gasilcev, seveda prostovoljnih? Če se spomnimo, vsaj 10 let nazaj je znal marsikdo potarnati, da ni mladine. Zdaj pa se mi zdi, da se je ta situacija malo začela obračati. Ali se motim? Sami tudi ugotavljate, da je malo boljše. No, če lahko jaz, to se razumno vidi. Jaz bi rekel celo to delo z mladino ima še en drugi vidik, to nam priznavajo zdaj kot v bistvu najbolj prepoznavno praktično v državi. Pogledajte, mladi vrstniki so tisti, ki vodijo te mlade. In danes tisti otroci, ki nastopajo, so pod njihovimi čez par let že oni prevzemajo to funkcijo. In to je ta kontinuiteta, ki se nadaljuje. In oni začnejo že od malega spoznavati. Gre za timsko delo, za odrekanje, za neko odgovornost. In jaz mislim, da v tem vidimo mi veliko perspektivo. In tukaj nimamo problema z mladimi. Tudi v to vprašal, je nujno pomlajevanje vodstva v prostovoljnih gasilskih društvih? Če lahko še mogoče dokončam, to je pomembno. Seveda, tudi vsako novo vodstvo prinaša spremembe in gasilci gledamo, da se vodstvo menjuje na vseh nivojih. Poglejte, to je od društva do tistih organizacijskih enot v društvu, ki jih določeni posamezniki upravljajo, ker gasilstvo je jasna hierarhija, tu je jasna komanda, tu je jasno, kdo kaj odgovarja, tu je enotiren sistem, bi rekel. In tukaj mladi vidijo v tem, kar... Namreč sprašujem zato, ker se je pokazalo, da v prostovoljnih gasilskih društvih, ker so prevzeli vodstvo teh društev, rekel, mlajše osebe, so pritegnili veliko svojih sovrstnikov oziroma mlajših oseb. Kako to vidite, gospod Robič? Da seveda zgledi vlečejo ali kaj, da se verjetno več članov? Zdaj starejši ali mlajši, predvsem se mi zdi pomembno, da je ta oseba, ki vodi, da ima neke vodstvene sposobnosti, da seveda, če zdaj govorimo o mladih, da zna prisluhniti, da temu področju posveti dovolj časa, pozornosti. Se mi pa zdi, da že nasploh gasilska organizacija, kot je že bilo povedano, v bistvu zelo načrtno deluje na mladih tudi. Imamo različne segmente dela, ampak en izmed teh segmentov dela je tudi načrtno delo za mladimi. Imamo izobraževanja za mentorje, usposabljamo svoje člane, mladi se združujejo po svoji hierarhiji v skupine, znotraj društev, znotraj gasilskih zvez, potem napram državi navzven, imajo neka svoja odločanja, damo jim možnost podati mnenja. In seveda zelo pomembno je, kako vodstvo društev zna temu prisluhniti. Tudi na nivojih društev se razne, morda tudi negasilske aktivnosti za mlade organizirajo. Tako da dejansko jim nudimo v bistvu zelo kakovostno preživljanje prostega časa, tistega časa po ali pa ob šoli.
Ja, zdaj morate vedeti, da mladi imajo celo paleto možnosti, aktivnosti v prostem času. Tako da je treba biti, naši programi morajo biti atraktivni in jih morajo tudi, torej, zato jih tudi sprejemajo. Glede na to, da je polno računalnikov, da je telefonov in ne vem kaj, pač pa se starši tudi že nekateri odločajo za to, da pošlje svojega otroka v gasilske vrste, kajti to je le nekaj praktičnih znanj, ki jih mora obvladati, na koncu pa tudi, da ga lepo oblečemo, torej gasilsko uniformo mu damo, ne, in pa rezultat, ki ga mogoče doseže na nekem tekmovanju, je za njega tudi zelo pomemben. In tako je, to je tisto, kar dejansko mlade tudi vleče potem naprej v gasilske vrste. Ste zadovoljni z rezultati vaših mladih na Lenarškem? Zadovoljni, seveda na našem lenarškem področju, kaj se tiče mladine, ogromno vlagamo vi. In tako kot so že moji predhodniki rekli, seveda nekaj jim to pomeni, ko jim oblečemo gasilsko uniformo in se nekje poslikajo oziroma se pojavijo z uniformo, da so ponosni na to. Je pa tako, kot sem rekel, že ogromno vlagamo v mladino, lahko se pohvalim, da imamo nekaj čez 400 gasilske mladine. Nudimo jim vsa zadeve, ki pač so trenutno DMG na osnovnih šolah, katera je tudi zadeva zanimiva, ne, da bi privlekli tiste, ki še niso v gasilskih vrstah, da se pridružijo nam, gasilcem. Vse poklicni gasilci verjetno tudi, bom rekel, vzgojno-izobraževalnih dogodkov udeležujete, seveda, koliko vam dopušča čas? Ja, res je, zelo smo vključeni, bom rekel, v družbo, tako ali drugače, s predstavitvami našega dela, predvsem v osveščanju javnosti, še posebej mlajših. Smo aktivni na šolah, vrtcih, ne mine, bom rekel, teden, da ne bi imeli obiske enih in drugih pri nas. Seveda se tudi mi odzovemo, gremo na šolo, gremo na vrtec, pokažemo, predvsem v smislu, tako kot sem že povedal, preventivnega delovanja, da se tudi najmlajši že izobrazijo v svojih najmlajših letih, da seveda ne pride do tistega najhujšega, to pomeni požara ali pa kakšne druge nesreče, tako da smo aktivni tudi na tem področju. Koliko pa pravzaprav vplivajo, bom rekel, proameriške serije o gasilcih? Ki so, bom rekel, tudi za gledalce atraktivni, koliko je interesa, aha, videl sem tam, pa zdaj bom pa jaz tudi gasilec. To me za vse zanima. Ja, zdaj zopet čisto odvisno, določeni kakšni dokumentarci so zelo blizu tega, kar mi počnemo, določene nadaljevanke pa so bolj v smislu tega pretiravanja, seveda pa, da se vse skupaj bolj prodaja, pa se malo izkrivi, bom rekel, dobi se en drugi občutek, kaj gasilci počnemo, delamo, tako da zelo odvisno, kak je ta oddaja, film posnet. Gospod Kosojnik, je kateri prišel za to, ker je gledal televizijo? Ne, bom rekel, da večina je teh, ko so že prej prostovoljni gasilci, tako kot so prej kolegi že povedali, da to od mladine, od pionirjev naprej do članov in te, ko delajo prostovoljno, ko so prostovoljni gasilci, imajo tudi veliko večjo željo, da prijajo med poklicne gasilce. In bom rekel, da je kar 90% je teh kandidatov za nove gasilce. Dobro, bomo naprej šli, bomo se že vrnili na to temo, zdaj so pa na vrsti oglasi. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru, vsi v studiu so vedno dobrodošli gasilci, vedno zanimiv pogovor. Nismo še pravzaprav nikoli obdelovali, bom rekel, kljub temu, da redno vas gostimo v tej oddaji vsako leto, vsaj enkrat. To se pravi, kako mediji, pravzaprav internet, televizije vplivajo na interes za gasilstvo ali ne, ali skrivljajo, ali naredijo več škode kot koristi. Nekaj ste dejali, kaj menite? Internet, jaz mislim, da ni preveč dober za gasilce. Ja, že, da se izobražujejo, da vidijo kaj ali kak, samo tako, da je bilo prej že omenjeno. To so druge igre, da ni telefon prisoten, da ni internet, da ni nikakega omrežja, da pač se to vse v praktičnem dela. In to pač delamo mi na tem, tudi se brigamo za to, da jim to predstavimo, kot če gremo zdaj samo pri mladih, da čim več ki usmerjamo v te dejavnosti. Dobro. Po mojem mnenju ti mediji kaj dosti ne vplivajo, se naši poklicni kolegi lahko povejo, takšni intervenciji, ko jih kažejo ti ameriški filmi, praktično na našem koncu ni, ali pa so zelo redki, da se zgodijo enkrat na 10 let in to ne vpliva kaj dosti na naše člane.
Se včasih nasmejite, ko vidite v kakšni seriji dogodke, ki mogoče v realnosti niso mogoče? No, jaz tega ne gledam, teh filmov ne gledam, pa včasih, ko vidim napovednik, kaj se pravzaprav tam dogaja, tam praktično ni mogoče preživeti, vse to bodo naši kolegi vedeli, ne, oni pa vseeno imajo tam svoje zgodbe. Ja, gospod Ačko. No, mi medije sicer bi rekel z dveh vidikov. Eden je vidik tistih, ko jih rabimo tudi, gre, da se promoviramo, da pokažemo, kaj delamo, da delujemo preventivno, tu so mediji pomembni in tukaj so dobrodošli. Zdaj, če pogovorimo o samih intervencijah, pa to je pa sigurno zelo omejeno in tu striktno gledamo, sploh pri internetu, pa to, ker so to občutljive zadeve. Vemo, zdaj tudi novi zakon o varstvu osebnih podatkov in to tudi nas omejuje in skratka mora biti neki red, da te informacije grejo kontrolirano in nekje pravilno ven. Je že tak človek na srečo ali pa če se nekaj zgodi, je to zelo občutljivo. Kar se tiče mladih pa gasilstva, se mi zdi, da moramo vseeno omeniti tisto zadevo, ki je na Slovenskem pomeni tradicijo. Dejstvo je, da ogromno mladih prihaja, mogoče v preteklosti še več, po družinski plati v gasilske vrste. Ogromno je v gasilskih društvih, celotnih družin, v krajih vključenih, se pravi, gre neko prenašanje tradicije. Z tega vidika kar precej mladih prihaja v naše vrste. Drugače pa zelo raznolik program. Če pogledamo pa morda res te IKT tehnologijo, torej računalniško pripomočke, ki bi jih pri gasilstvu lahko uporabljali, se mi pa zdi, da vseeno ne smemo zanemariti. Se mi zdi, da kar takšnih pripomočkov uporabljamo. Že v gasilskem društvu danes, če hočemo kakovostno voditi, brez računalnika ne gre. Danes imamo v gasilskih vozilih tablice, pripomočke, ki nam mogoče omogočajo pot do kraja intervencije. Se pravi, na hitrejši način smo s pomočjo take tehnologije v bistvu na samem kraju intervencije. Tako da tudi gasilci se posodabljamo. Seveda pa je pri mladih na koncu koncev veliko dela na prostem, veliko športnih aktivnosti, veliko znanja, pa na koncu koncev se mi zdi, da v društvih jim tudi ponudijo kako zadevo preko računalnikov, tudi tu se da kaj najti na področju gasilstva. Še kaj k temu dodati? Mediji, ali je torej komponiranje, bom rekel, nove sodobne tehnologije nujno v gasilstvo? Je nekaj plusov. Dobro, seveda, ko govorimo o GPS-u in tako dalje, te stvari, to so veliko olajšale stvari. Nekaj je plusov, nekaj minusov. Tako smo že prej rekli, vsaka intervencija je že bolj kot ne posneta iz telefona in to objavljeno na nekih omrežjih, na socialnih medijih. In to samo gasilsko delo ni neko standardno, ampak je to ena velika improvizacija. Je to moteče, to ste ravno, to temo ste načeli. Danes praktično se zgodi požar in wow, zdaj pa tu nekaj gori in ljudje to že na Facebooku objavljajo, pa na ostalih socialnih omrežjih. Je to, bom rekel, sporno ali ja, češ, jaz sem bil prvi tam, Kako na to gledate gasilci? Moteče je moč tisti prvi trenutek, mi se niti ne zavedamo tega, mi se ukvarjamo z intervencijo, z reševanjem, z gašenjem, ampak pol od zadnji, ko tu prijem na neka socialna omrežja, tam pa pol vidiš nekaj komentarjev. Je več škode, kot koristi, Sigurno, kar se tega tiče, je pa tudi plus, predvsem to, Nova Zelandija, te tuje države, objavljajo pa neke posnetke, ko so preventivne narave in tisto pa sigurno pripomore k neki preventivi in osveščenosti za neke nesreče. Koliko pa je pri nas, recimo, da nekih preventivnih dogodkov, recimo, da jih objavite, gasilci sami, da rečete, dajmo to, ker danes pač mlajši, bom rekel, ali pa vsaj večino gledamo preko teh socialnih omrežij in je lahko dobrodošlo, ali koliko se že poslužujete, bom rekel, promocijsko-informativnega značaja, recimo video, posnetko in tako dalje? Ja, sigurno, mi imamo tudi spletno stran, naša gasilske brigade Maribor, tako kot verjetno tudi kolegi ostali. Omenjeno je že bilo določene specifične intervencije. Seveda, če se malo navežem na temo prej, treba je vseeno spoštovati tistega, ki se mu je nesreča zgodila, tako ali drugače, seveda, zato je treba biti zelo pazljiv pri objavljanju, smo že slišali tudi varovanje osebnih podatkov, tako ali drugače, treba je biti spoštljiv, skratka, človek je že doživel nesrečo, je potem, da se še Še popišejo ljudje, ki iz kavča komentirajo dogodek, ki ga sploh ne poznajo. Je sigurno skrajno neprimerno, zato je treba biti v teh stvarih pazljiv. Seveda, sem pa omenil, da pa določene intervencije seveda mi tudi objavljamo, kje smo bili, kaj smo delali, tako ali drugače, pa potem seveda sledi tudi določen komentar, to sta lahko 2-3 stavke, kar pa je recimo dobro, oziroma kar je kot za, bom rekel, ne za gasilce, ampak za neko javnost, laično javnost,
kaj narediti, da do tega, recimo, da do take stvari, take nesreče ne pride. Tako da, izrabljamo, bom rekel, medije oziroma omrežje, predvsem v tem smislu, da ozaveščamo ljudi, jih izobražujemo tako ali drugače, seveda ne z nekimi knjigami, ker tisto verjetno noben ne bi bral, ampak 2 stavka, recimo, kjer je zajeto bistvo, pa vsak prebere. Tako da mislim, da tudi to ima določen učinek oziroma na zmanjšanje nekih nesreč. Ja. Če pogledamo, zdaj leto se izteka, 2018, kaj je najbolj zaznamovalo pri poklicnih gasilcih? Katere intervencije? Letos smo pri številki skoraj 1000, tako da bo konec leta okoli 1100 intervencij, tako kot je vsako leto intervencije so v porastu, od 800 naprej grejo zadnja leta, teda prišli smo že do številke 1100. Kaj pa temu botruje, da je v porastu? Bolj kot ne to, da smo že na vsako intervencijo tudi klicani, da tudi gasilci vedno širše področje pokrivamo. Tudi naravne nesreče so vedno hujše. V zadnjih letih imamo teh neurij kar nekaj, odkrite strehe, plave. In tudi mogoče tam se zadeve izboljšuje na področju požarov, tam preventivo se vlaga malo več. Tudi, kar se tiče prometnih nesreč, če bi gledal par let nazaj, jih je manj, tudi hujše so bile, niso več tako hude, samo ni jih več toliko. Ostalo pa so tiste klasične intervencije, ko se pač ne da napovedati oziroma to pač prije. Je filter pri intervencijah, zdaj naj mi bo proščeno, izredno imam rad živali, ampak hodite muce iz dreves reševati ali to prepuščate, bom rekel, kolegom prostovoljcem? Ne, isto rešujemo mačke, papagaje, dejansko vse, kar prije, tudi kače. Dejansko rešujemo ljudi, živali in pa premoženje. Koliko pa je tega, pravzaprav, če se spomnim, ste nekoč tudi dejali v eni tih oddaj, da je bilo veliko težav, da si ljudje zdaj protivlomna vrata delajo. In potem se jim zgodi, onemogli, starejše osebe ali karkoli in ne morete pravzaprav priti v stanovanje v nekih blokih in potem skozi okno ali kako. Meseca januarja letošnje leto smo dobili novo vozilo, katero je čisto na novo opremljeno za te vrste intervencije. Komplet oprema nova, nadgrajena, je vrhunska oziroma boljše opreme trenutno ne dobiš. Je pa res to, da so vedno hujša vrata protivlomna in se poslužujemo nekih tehnik odpiranja. Imamo več variant, če pač ne gre, pa tudi varianta skozi okno in tudi tam imamo posebno tehniko oziroma prijemo na sam balkon, samo okno tudi z avtolestvijo. Kako to rešujete na območjih, kjer pravzaprav, ne vem, če sodelujete z poklicno gasilsko brigado Maribor? V Slovenski Bistrici je zelo specifika zopet. Osrednje društvo je v Slovenski Bistrici, imamo 14 društva sicer, imamo tudi eno industrijsko društvo, poslovno gasilsko društvo v Impolu. In vsak pokriva svoje specifiko, tudi področje je zelo specifično. Zdaj, če pogledamo, ta južni del občine je bolj kmetijsko področje in je zopet specifika in pričakovane intervencije so bistveno drugače kot nekje v urbanem središču. Zopet Pohorje, vemo, da je več teh nesreč v gozdovih in drugih, tako da tudi tu dajemo poudarek, da se že naprej preventivno in tudi z opremo prilagajamo področju. Poljčane, recimo, je problem Dravinja, je poplavno področje, tako da tukaj je bolj težišče usposobljenosti na tisto področje. Koordinirate to na zvezi, da v bistvu ugotovite, katero društvo kaj bolj potrebuje kot drugo? Tako, točno tako. Bistrica tudi prometne nesreče, vemo, da je ta avtocestni odsek kar precej intervencij zahteva in tudi druge nesreče na cesti, tako da je kar raznolikost tega zelo velika in to tudi zahteva opremo in da zdaj ne koncentriramo opremo, pač se prilagajamo specifičnosti določenega področja, ki je. Tudi v 2018 kaj kažejo, katere intervencije so največ, kaj zaznavate? Ja, sigurno. Zdaj, ko sem se peljal v studio, kaže na vse več teh naravnih nesreč. Na prognozah, ki je zelo zaskrbljujoče nekje, da se zna zgoditi do konc stoletja za 5 stopinj plus. To pomeni Evropa oziroma svet nekje +2, pomeni, da je naše področje, Slovenija je specifično na tem, skoraj šokantno, kaj se dejansko, kako smo
nekje na nevarno območje živimo, oziroma kakšne velike spremembe se lahko pričakujejo. Če gledamo nazaj od žledoloma do vetroloma, do vseh drugih, tako da vreme vse bolj nepredvidljivo. 50 let nazaj skoraj nismo poznali, ne? Vse bolj nepredvidljivo in prej je bilo omenjeno, da je teh nesreč zdaj že 3/4 ni več tistih klasičnih požarov, kot je bilo, tako da tudi temu sledi oprema, usposobljenost in tudi usposabljanje. Kaj na Ptujskem beležite? Torej zdaj konkretnega primera ne vem, da bi naši kolegi kdaj naleteli na take protivlomna vrata, da ne bi mogli not priti, ne. Kot je kolega rekel, se tudi okna dajo razbiti, tako da se da notri priti. Vendar pa nas bolj skrbi, mi živimo v reki Drave, predvsem te naravne nesreče, porast voda po potokov, kajti te struge, stare rečne struge, neočiščene in to zelo vpliva na našo področje, je zelo poplavno. Tam imamo kar nekaj hiš, ki so vedno poplavljene, kadar so velike vode. Ne? In to leta in leta poslušamo, da so struge neočiščene. Ja, to je res. Leta in leta, mislim, da odkar pomnim, odkar sem medij. Zakonodaja je pač pri nas takšna in pa ti razni ptičarji, kako naj temu rečem, imajo pač takšno moč, da ne dovolijo, da se čistijo te gnezdišče oziroma tisto, kar je v starih strugah. In to nam predstavlja glavnem največjo nevarnost v tem trenutku. Tu bi mogoče dopolnil, da je verjetno problem, da je zato sedaj za čiščenje pristojna država. Tu zdaj, če smo poslušali malo, je že tendenca vse bolj, da bi to prevzemale lokalne skupnosti, ki bi imeli boljši pogled in tudi bolj ažurno obvladovale. Lokalnim skupnostim nekaj dala. Ne? Svedo, če bodo denar dobili, ne? Ja, seveda. Drugače bo okoli to spet samo, kako se reče v tem južnih jezikih, pređi brigo na drugega, ne? Kaj na Lenarškem v 2018 beležite? Ja, nekaj izrazitega ne, hvala Bogu, ne. Naša teritorija je 205 kvadratnih kilometrov, kaj bom rekel, 90% je podeželskega območja, tako da z protivlomnimi temi zadevami nimam, jaz nimam podatka, tudi ne, da bi odpiranje vrat, če pride, ni problem. Dobro, to so samo za primer. Ja, v redu, pač neke klasične zadeve samo se rešavljajo. Isto, ko pa so rekli vodotoki, ne, hvala Bogu, na našem območju ni nekaj izrazitega, da bi nam grozila kjera reka oziroma kjer je potok. Je pa res to, da je vse spozaraščeno, pri nas tudi ti manjši potoki, to je vse zapuščeno, nič ne čisti tega prav in normalno, da nah pride do zastoja vode oziroma izlitja. Kaj v 2018 beleži torej na Gasilska zveza Maribor? Ja, podobno, ne? Vsi skupaj se srečujemo z povečanjem števila naravnih nesreč, naravnih nevarnosti, poplave, veter. To zahteva v bistvu od gasilcev, teh reševalcev, ki prijajo eno posebno znanje. Morda včasih smo velik dajali na požarne intervencije, na znanje za to področje. Temu znanju zdaj v zadnjih letih v veliki meri dodajamo znanje iz pomoči v primeru naravne nesreče. Tudi te intervencije so takrat najbolj številčne, veliko mož potrebujemo, veliko gasilskih enot je na terenu, treba jih je dobro koordinirati, voditi. In načeloma v 2018 so intervencije kar korektno in uspešno tekle. Velja pa je zagotovo izpostaviti, če smo že danes o tem govorili še enkrat in čestitati vsem, tako poklicnim in prostovoljnim gasilcem, predvsem zato, da takrat, ko pridejo skupaj na intervenciji, zelo složno delujejo. To pa je seveda plod dobre organizacije, takrat, ko ni intervencije, dobre organizacije, dobrega izobraževanja, skupnih vaj in čestitke, tako poklicno. Koga je treba pohvaliti še tu poleg gasilcev, da dobro sodelujete? Katere službe še? Ja, jaz mislim, da z vsemi službami, ki prihajajo na takšne intervencije. Da gledalcem pojasnimo. Seveda se na intervencijah z reševalci srečujemo se z policijo na koncu koncev, srečujemo se z službami, ki prihajajo iz lokalnega okolja, iz občinskih nekih služb, komunalnih, ki pridejo pomagati, civilna zaščita na koncu koncev, tudi v neki meri. Seveda pa največkrat, predvsem v najbolj številčnem obsegu, smo pa različne enote gasilcev na terenu in mi v prvi vrsti moramo stopiti skupaj. Mogoče za omeniti center za obveščanje, to je tisti prvi, ki nas aktivira. Kaj pomeni uveljavitev novega centra za obveščanje, to se pravi Ljubljana, Maribor, zdaj se tu kakšna razlika vidi, izboljšanje ali tega ne čutite? Da je zdaj tudi v Mariboru, bom rekel, tisti klicni center operativni, gospod Ciringel.
Ja, zdaj konkretno ravno vpliva na delo ali je bilo celo pri prehodu nekaj težav ali ne? Konkretno, bom rekel, za gasilce, mi tega nismo občutili, bi rekel. Jaz mislim, da vseeno delajo zdaj v enih boljših pogojih. Sam center je urejen, to je sigurno korak naprej, oziroma je razvoj, sigurno. Kdo je bil v tem centru, je lahko to videl, tako da so neprimerljivo boljše razmere za delo, za dispečerje, konkretno za gasilce. Seveda to se pa bolj nanaša na nujno medicinsko pomoč, to hočem povedati. Številka 112 je ostala, 112 dispečerji njihovi so se preselili, naše službe oziroma gasilski del je pa ostal, tako kot je bilo tudi prej, bom rekel, zato takega vpliva na naše delo, bom rekel, ni imelo. Dobro, zanima me mogoče samo to, kaj pri opremljenosti, če malo gremo po regijah, ker imamo iz celega Podravja, kaj praktično največ pogrešate na področju opremljenosti, če začnemo pri Mariboru? K vam še pridem. Ja, zelo raznolika oprema. No, mislim, društva danes se zelo specifično skušajo opremljati. Zdaj naša gasilska zveza vključuje 5 občinskih poveljstev, torej 5 občin z prostovoljnimi gasilskimi društvi in seveda v vsaki občini, v vsakem kraju, v vsakem nekem lokalnem okolju so neke posebne nevarnosti in temu primerno se skušajo društva tudi opremljati. Danes je že bilo povedano, da skušamo po društvih, predvsem društva gasilska, operativna, občinska poveljstva razmišljajo v tej smeri pri opremljanju, da se društva opremljajo po tistih zahtevnih specialnostih, ki jih imajo, se pravi eno društvo morda bolj za gozdne požarje, drugo morda za poplave, tretje bo opremljeno morda tudi za kakšno avtolestvijo. V tej smeri seveda gre trend in pa velik poudarek je na osebni zaščitni opremi, se pravi tukaj na koncu koncev gre za neposredni stik človeka z nevarnostmi, se pravi osebna zaščitna oprema, tukaj se daje velik poudarek v vseh društvih na to opremljenost in v tej smeri gledamo. Ja. Pričakovano opremljenost je sigurno odvisno od kategorije društva. Na Bistriškem je tak, da je dejansko vidimo sedaj, če bi že kar pri financi začel, da imajo prednost male občine, ker pač tam je Oplotnica, Poljčane, Makula imajo pa eno društvo in dejansko enega financirajo. V Bistrici je to več in je tudi težje doseči konsens. In smo že začeli za naslednje obdobje, imamo nekako 5-letno obdobje, da nekako naredimo prioritete, da nastavimo tiste največje potrebe, ki so v občini Slovenska Bistrica, katera društva so tista, ki bojo prva na vrste, katero opremo se bo kupila. Slovenska Bistrica načrtuje naprimer avtolestev, ki je cirka 800 000 evrov, to je zelo velika investicija, kar nekaj društev bo moglo posodobiti avtocisterno. Problem je, ko je kolega omenil, da je vsa oprema tipizirana, da ima nekaj rok uporabe, da tudi če ni toliko uporabe po preteku nekega roka zaradi varnosti ali pa za nekaj predpisov je potrebno izločiti in to treba stalno obnavljati. So to administrativne ovire, ki so včasih neumne ali ne? Včasih so administrativne. Ker se mi včasih zdi, da določene pravilnike pišejo ljudje v pisarniku, nimajo pojma, kaj piše. Ne samo na gasilskem, ampak na marsikaterem področju. Nekaj sigurno takih predpisov. Mi sicer tvorno sodelujemo in tudi nazaj, mi že imamo pri samem usposabljanju pa izobraževanju, mogoče časih malo prepombe, da gremo preveč v neko profesionalizem, ker na ta način tudi lahko zgubljaš potem zelo produktivne ali pa dobre člane, tako da tu vse sistem nekako uravnava in nekako izboljšuje, tako da gre. Ja, gospod Lipodi. Ja, zdaj moramo pogledati malo nazaj, torej vsaj 20 let. Moramo vedeti, da je v Sloveniji avtomobilska industrija pred 20 leti popolnoma propadla. V tem času smo pa do zdaj zamenjali, če govorimo o podravski regiji, kjer je 106 gasilskih društev, v bistvu vsa vozila, torej smo prišli na vozila, vse so iz uvoza. Je pa vprašanje, kdaj pa potrebno zdaj ta vozila počasi zopet zamenjevati, ali je to 10, 15, 20, 25 let. In smo zdaj v tej fazi, da bomo že začeli počasi ponovno, krog se bo sklenil, se je že sklenil in zdaj začnemo na novo opremljati gasilsko društvo. Kar se pa tiče osebne zaščitne opreme, pa res nekaj paradoksov je v tej naši zakonodaji. Vse vprašanje, kdaj je zaščitna obleka ali pa gasilska čelada, kdaj ni več uporabna, ali po 2 intervencijah, ali ko je stara 5 let. Torej čisto odvisno,
kje je bilo uporabljeno. In tu imamo nekaj težav s to opremo, drugače pa moram reči, da ta oprema pa je izredno draga. Na Lenarškem kaj posebnega? Ni posebnega nič, jaz bi rekel tak, jaz, kaj vem, sem generacija, starejša generacija in še se spomnim, ko smo v gumišpornah z krampi in vilami reševali gostove probleme, sicer res je bilo takrat več na gospodarskih poslopih požarov, ampak kar se tiče opremljenosti, ja, to je osebna oprema, je poudarka pri nas tudi. Kar se pa tiče vozil, kot je že kolega prej rekel, mislim, da smo mi pretežno nekje 80-70% imamo zamenjanih vozil že, tako da so nova vozila na našem območju. Imamo samo na kratko, pretiravamo z predpisi ali ne? To, kar pravijo, da gremo čim bolj v profesionalizacijo, kar sicer pri vas je v redu, ampak pri prostovoljcih pa... Težje, seveda. Zdaj, tipizacija je sigurno dobra, da poenotimo, bom rekel, zdaj na vseh področjih, ne samo na opremi, tudi na posredovanju, tako drugače taktiki, je dobro, ker lažje sodelujemo. Res pa je, da za neke manjše note, manjša društva je pa seveda potem tipizacija tudi tisti težek del. Slišali smo, oprema je zelo draga, ki jo pa po tipizaciji tako drugače na kategorijo društva mora imeti, mora zamenjevati, mora posodabljati in seveda tam so svoj problem finance in to je po mojem največja težava. Dobro, čez nekaj minut smo nazaj. Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru, vsi vedno dobrodošli, že drugič danes to pravim, gasilci so tokrat z menoj, v gasilstvo se pogovarjamo. Seveda, gasilci niso samo mladi in bom rekel tisti, ki so na terenu, ampak tudi veterani, članice, seveda vedno dobrodošle. Kako pa je na tem področju? Ja, veterani so tisti, ki so v bistvu naši predhodniki, so tisti, ki so na koncu društvo naredili ogromno dobrega tudi v družbi, ne nazadnje. In veterani so še vedno vključeni v precejšnji meri v delovanje društva. Nekateri so aktivni z dneva v dan, se pravi, zelo radi prihajajo v gasilsko društvo, nekateri še imajo zelo pomembne funkcije v društvih, nekateri s težavo spremljajo, kako grejo mlajši na intervencije, drugače se pa zelo radi dobijo, družijo in pa seveda tudi z nekimi nasveti seveda pomagajo mlajšim generacijam v društvu, tako da tudi za njih je poskrbljeno razna družbena, srečanja, potem kakšna tekmovanja, tako da ta medgeneracijski odnos, medgeneracijsko delo, tudi to zaznavamo v gasilski organizaciji. Ja, vsekakor so starejši, so bogata zakladnica znanja in izkušenj, ki lahko tvorno prenašajo tudi na mlade. In to se v društvu dogaja in to medgeneracijsko sodelovanje je tu zelo prepleteno. Smo reči, da starejši so tisti, ki se lahko aktivno vključijo tudi v zbiranje gradiva, v pisanje kronik, v nekje svetovanje in to zagnanost mladih, pa preudarnost starejših, to je zmagoviti tim in to se mi poslužujemo. Tako da res, jaz mislim, da dosti tudi naredimo za njih. To so tradicionalna srečanja, na kateri so stalno prisotni, imajo svoje izlete in eno drugo, tako da moram reči, da kar dosti delujemo in je pomemben člen našega društva. Gospod Lipovnik, mislim, da če se jaz prav spomnim, so z vašega območja velikokrat bile prvakinjem s Hajdoš, mislim, da celo, če se prav, zdaj ne vem, se spominjam. Ja, mi imamo res ekipo v Hajdošah, 7 zlatih in 1 srebrno medaljo imajo iz olimpijskih iger od leta 82 pa do zdaj, do zadnje v Filahu. Imamo tudi, torej, Hajdoši so... Pa ne bi to že prepustili kateri drugi ekipi izven regije? Počasi se bo verjetno v regiji, ne vem, verjetno v Sloveniji, ja, počasi se bo generacija teh punc in pa fantov zamenjala. Je vprašanje, kaj bo naprej. Bi pa mogoče, če dovolite, omenil te stvari, kaj na drugo leto pravzaprav čaka? To bomo še rekli, samo še kako vi z veterani? Ja, z veterani. Jaz sem ponosen, da lahko rečem z številko 152 veteranov je v naši zvezi, tako je bilo prej rečeno, že delajo tekmovalno, skroz celo leto srečanja si prirejajo oziroma jim prirejamo. Je pa to naša zgodovina, to so naši učitelji, ki so nas pripravili do tega, ki so nas spodbujali, da smo prišli do tak daleč danes, kak pač smo. Ja. Kakšni so načrti, še imamo nekaj minut, kakšni so načrti, to se pravi za naprej pri gasilski brigadi Maribor? Ja, sigurno nekako, zdaj, če smo prišli do neke točke, si upam trditi, glede opremljenosti,
smo kar na visokem nivoju, se ne rajemo skrivati pred nobeno državo iz Zahodne Evrope, sem prepričan. Če smo opremljenost dosegli do nekega nivoja, je sigurno zdaj čas, govorim zdaj za naš del, mogoče se posebej za gasilsko brigado Maribor, da se začne bolj delati na ljudeh, skratka, to pomeni usposabljanja in pa tudi tisti čas, ki ga prebijajo v sami enoti, da je za njih nekako, bom rekel, čim bolj primern, čim manj obremenjujoč, seveda vse v smislu, da so pripravljeni za intervencijo takrat, ko je to od njih potrebno. Naj povem, da imamo neko specifiko tudi tu pri nas v Mariboru, tudi sam način razpored dela je prilagojen temu, bom povedal, imamo eno telovadnico, en vredo opremljen fitness, kjer je možno, da ga koristijo tako ali drugače. Tako kot sem rekel, zdaj ena oprema, kupiti avto je eno, mislim, da je to še pa težji zalogaj, predvsem to, da bi ljudje, gasilci, bili zadovoljni. Kakšne želje za naprej, gospod Osojnik? Glede opreme, jaz mislim, da smo tudi, kot je direktor povedal, super opremljeni, oziroma smo na nivoju Evrope, če ne že pred njimi, kar tudi je. Kar je pohvaljno zdaj slišati, ker verjetno 15 let nazaj je bila čisto drugačna situacija. Ker nekaj teh brigad oziroma enot v Sloveniji je tudi na našem nivoju, nekaj pa seveda žal je niže oziroma niso tako opremljeni. Bistvo je, da imamo vrhunsko opremo, če imamo mi vrhunsko opremo, lažje delujemo, več življenj rešimo, lažje življenja rešimo oziroma premoženje. Je pa tudi to, kaj je kolega Samo že prej povedal, da bistvo pa je, da je gasilec opremljen, da ima vrhunsko zaščitno opremo, ker tu pri nam padajo skoraj vsi zakoni oziroma varstvo pri delu. Tukaj ni ne vem kako upoštevano pri nekem gašenju, pri notranjih napadih in bistvo tega je, da gasilec pride iz intervencije nepoškodovanim, da pride tudi konec službe normalno, varno domov. Ja. In tudi, da lahko naslednji dan spet pride, bomo rekli, živ in zdrav. Kakšni so načrti za naprej? Načrti za naprej, kaj posebej velja izpostaviti? Izpostaviti bi lahko, da je drugo leto 70 let ima eno društvo PGD Osek. Na tem 70-letnici bodo imeli sprejem novega GVM vozila. Seveda druge zadeve pa so opremljanje, tako kot je že bila veliko krat omenjena, nocoj osebna oprema, kar je poudarka na osebi opreme, da se menjavlja oprema oziroma zamenjuje z stara z novo in tako naprej. Ja. Še na kratko? Ja, torej, drugo leto bomo kar precej praznovali. Najprej bo najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji Metlika praznovala 150 let, kar je potem tudi povezano z obletnico Gasilske zveze Slovenije, ki bo praznovala 70 let, in pa imamo tudi gasilski muzej v Metliki, ki bo praznoval 50 let. Torej, to so nekatere obletnice, ki se bodo kar naprej navezovali na leto 2000, ko bomo tudi na Ptuju, potem Laško in pa Ljubljana imeli po 150 let in to kar neki projekti že tečejo. Bomo pa seveda tudi povabili, če bomo povabljeni v Maribor, če nas kolegi povabijo, ker vem, da imajo tudi one obletnice, bomo z veseljem prišli. Še kaj velja, samo na kratko? Zelo na kratko, tudi na Bistriški bo prvo plan investicij, plan izobraževanja. Bi pa povedal tudi kolega še malo, da tudi Bistriški smo zelo bili aktivni tekmovalno, da smo mi, imamo Kebel, imamo Šmartno na Pohorju in druge ekipe in to so tudi olimpijski prvaki, tudi zelo znani, tudi tu smo zelo močni. Kaj posebnega v Mariboru? Posebnega. 3x70 Gasilska zveza Slovenije je že bilo povedano, Gasilska zveza Maribor in pa tudi na koncu koncev Gasilska brigada, če se ne motim, direktor, 70 let, tako da precej dogodkov. Hvala lepa za obisk v studio, sem vesel, da se vedno vzamete čas in tako kot sem pravzaprav v odmoru sem jim povedal, da je oddaja z gasilci vedno ena izmed najbolj gledanih. Hvala lepa in nasvidenje, vam pa seveda lahko noč.